željo naše avtorice delim z vami nekaj iskric v narečju. Ampak, da ne boste imeli skrbi, v knjigi je vse v knjižnem jeziku zapisano. Tršica 5. razreda je zbolela. Dva učenca, ki sta se drugače fejst družila, sta se odločila, da bosta na mesto šolo odešla k joj na obisk. Da ne bi prešla praznih rok, sta ji prinesla žemljico pa svinčnik. Tršica se je lepo zahvalila, pa jima je ponudila žemljico. Ona pa sta jo pojela, vsak pol. Po krajšem pominaji pa sta rekla adijo in odešla v šolo. Pogovor med dvema sošolcema. Doma delam nalogo počasi pa lepo, v šoli se mi pa fort medi. Kam pa? Domov? No, zdaj smo pa zvedli. In še ena. Tršica 2. razreda je zgibila svinčnik. Sposodila si ga je 3 učenci. Tu je naredila še drugi dan. 3. jutro pa jo je presenetil učenec Ivan, ki šole ni to preveč raz. Stopil je k joj, pa je dal nov svinčnik z radirkoj. Kaj je to? Se je začudila učiteljica. Nate, kaj si imel ga fakt sposojali. Ko je bilo fertik odmora, je Gregor letal v učilnico, pa je rekel: Vlaja Uhce, Dan je dal Danijeli prstan. In tudi naš Slavko je dal Zdenki prstan. Ampak ne še v osnovni šoli. Prosim, Bizeljski kvintet.
Nadaljujem pa še z enimi izklicami iz knjige. Tole bo pa iz poglavja družinske zgodbe. Bil je lep junijski dan. Nekaj dni star dojenček je ležal v vozičku pred hiško, kjer smo takrat živeli. Iz sosednje bračne vasi je čez travnik prisopihala Poskakova stara mama Marija. Malo se je večerala in krčala s kupico vina pri hčerki Minki, nato je naredila še nekaj korakov do vozička. Najprej si je svojega pravnuka ogledala, ga prebitno prijela za roko in pobožala po licih, ter odločno ugotovila: "Evo, gospodar." To je še ponovila, da bo bolj držalo. Te besede je ponavljala ob vsakem obisku, tudi potem, ko je že hodil. Tako mu je kmetovanje položila že v zidko. Bila je zadovoljna, oziroma bila bi zadovoljna, če bi bilo dano vrniti se med nas, menim jaz. Naj povem, da ta dojenček je res gospodar, ampak prebrali si boste lahko še notico, kako se je on, ta bodoči gospodar, odpravil v gorco kar s klešami. Nekoč so ljudje veliko pešačili. Iz bližnjih zaselkov je pot vodila med vinogradi, sadovnjaki in skozi dvorišče baronove kmetije. Na preužitkarski hiški je bila namesto okna v steni niša in v njej Marija Rožnovenska. Kipec, visok 1,10 m. Bila je lepo okrašena, pozlačena, na desni roki je visel rožni venec. Mimo Marije je pot vodila naprej po betonskem mostičku čez potok in po travi do ceste proti Sušici. Mimo idoči, zlasti ženske, so se ustavile, se pokrižale in v molitvi prosile za srečo, zdravje in uspeh družine. Gospodar Balonove družine se je rad družil s prijatelji in ob dobri kapljici marsikaj obljubil. Nekoč je na dvorišče prišel znanec z vrha Bukovja s praznim košem. Najprej je pogramjal z gospodinjo. Nato je le povedal, da je prišel po Marijo, ki mu jo je obljubil gospodar. Gospodinja je imela o teh rečeh čisto drugačno mnenje. Najprej si je privoščila znanca s košem, ga nagnala tja, odkode je prišel, nato pa uštela še moža. Marija sedaj moli v dnevni sobi in čaka, da se bo sedanji rod odločil in jih postavil čisto pravo kapelico na robu dvorišča ob cesti. Priložnost za to je tu, saj Balonovi tukaj prebivajo več kot stoletje, zdaj že 4. in 5. generacija. Z nami je dr. Ivanka Počkar, ki jo prijazno vabim, da se nama pridruži ob najini mizi. Vi ste etnologinja. Kako so se vas dotaknili zapisi naše avtorice? Jaz bi začela kar tako. Danes je praznik, vsi vemo, Vinkošti. Jutri bi bil praznik, če bi ga praznovali, dan mladosti. Danes pa je velik praznik, ker smo dobili tako krasno knjigo Mihelčino zgodbe Bizeljskih gričev. Zato čestitam njej najprej in seveda.
hčerki, Bojani, ja, ki se je zavzela za to in ki so sodelovali pri tem. Kaj mislim o tej knjigi? Najprej mi je prišlo na misel in sem tako tudi zapisala v uvodu, da verjetno mora človek priti od nekod se priseliti, da zapazi, vidi, začuti stvari na povsem drugačen način kot domorodci. Da so mu običajne reči povezane v novem okolju in ljudmi posebej zanimive. Mihaela Balon je prišlekinja, kot rečem. Priselila se je drugo leto po 60 let. Čeravno se ni priselila oddaleč, je v skoraj 60 letih življenja na Bezelskem se dodobra udomačila in se spoprijateljila s številnimi prebivalci in tudi skozi svoje učence temeljito spoznala temne in svetle strani njihovih družin. V knjigi so tudi razno dobrih, tudi nekaj grenkih izkušenj iz otroštva, zaupanih v knjigi. In kako sem nabrala? Močno me je prizadel dogodek na zimskem športnem dnevu, brez lastnih sank in z niti enim spustom po zasneženem bregu, česar njena tedanja učiteljica niti opazila ni. In nato o enournem pešačenju premražene deklice Mihelce domov. Pa drugi, o lastni zadržanosti in nevsiljivosti v koloniji v Banjolah pri Puli, kjer se na ladjici ni prerivala med žejnimi otroki in si ni mogla izprositi žejna požirka vode. V knjigi izpoveduje, da se je prav zaradi teh in podobnih izkušenj iz otroštva odločila za učiteljski poklic. Med učiteljevanjem se je zato toliko bolj zauzemala za najmlajše, premražene, lačne in drugače slabo preskrbljene otroke. Spominja pa se tudi tetinega naskrivaj namazanega kruha z mastjo, okrog ga je obrnila, da stric ne bi videl, na Libni, kajti stari ata, nekdanji garaški rudar v Ameriki, je bil trdno proti takšnemu razvajanju. Z veseljem se je leta 1967 izšolala za učiteljico, čeprav v zelo skromnih razmerah, s komaj znosno kurjavo v internatu, in ko se čevlji vso zimo niso popolnoma posušili. Vendarle se je v času šolanja tam počutila dobro, enaka med enakimi. Na osnovni šoli Bizelsko je poučevala 35 let. Učiteljski poklic bi moral nositi krono, pravi, saj daje ljudem bogatstvo razgledanosti, znanja, omike in olike, ki ga nosijo s seboj vse življenje. Ni bilo treba iskati smisla svojega poklica, z njim je rasla in zorela, ter so v njem popolnoma našla. Vendarle pa glede prehrane že 70 let išče in tipa po neki začimbi, ki so jo na domači Libni dodajali v kumarično solato, a je še do dan danes ni prepoznala. Medtem sem razmišljala in se spraševala, ali je bilo morda to Koper. Njeni opisi ljubljenega, bizelskega, zaselkov, dolin, gorc, vodotokov, šek, praznovanj, naravne in kulturne dediščine, ter seveda bizelskih ljudi, so sočutni in polni razumevanja za njihove tegobe in revščino, a tudi navdušenja in priznanja ob njihovem napredku in uspehu. Rezika, Domen, Srečko, Taljana Odreča, Justa, Bavčka, Dragec, Pepca, Franc, Ferjanč, Pepika, Rok, Lea, Slavko, Jožek, družina Žagmajster, Balon, Pustak in še. Na desetine pravih in izmišljenih tudi imen, a z resničnimi, temnimi in sončnimi deli svojih življenj.
Lahko bi jih bilo še enkrat toliko, pa bi jih bil bralec vesel. Če bi Mihaela preštela vse svoje učence in znance z zanimivimi zgodbami, bi jih bilo menda toliko, kot je trt na parceli balonovega rumenega plavca pred tem rizvancem. Praznujmo, danes je praznik. Da vas pritegne in da ne bo nihče odšel brez knjižice danes od tu. Prosim naše muzikante, da nam malo prevetrijo eni kostanji,